V petek, 14. maja, je v hotelu Dobrava v Zrečah potekal 7. dobrodelni ples Lions kluba Konjice. Ples poteka tradicionalno v mesecu maju kot obletnica ustanovitvenega večera, Charter Nighta Lions kluba Konjice, ki je bil pred 6 leti. Prireditev je osrednja svečanost ob praznovanju obletnice ustanovitve kluba in ima za namen zbrati denarna sredstva za humanitarno dejavnost kluba. Organizacijski odbor priprave prireditve je tudi tokrat poskrbel za odličen program, udeležence plesa je zabaval ansambel Best Company z Obale, za prijetno vzdušje in kulinarične užitke pa je poskrbelo osebje hotela Dobrava iz Zreč. Uvodna beseda v svečanem programu prireditve je pripadla predsedniku Lions kluba Konjice Stanku Kolarju. Prav dosti danes ne bi želel govoriti, saj sem mnenja, da dobra dela govorijo o uspešnosti posameznikov in organizacij. Res pa je tudi, da brez omenjanja in posredovanja informacij o tovrstni dejavnosti dejanja marsikdaj ostanejo neopažena in kot taka izvodenijo kar nekam prazna. Zato je prav, da ob takšnih, še posebej svečanih priložnostih, kot je današnja, 6. obletnica ustanovitve Lions kluba Konjice, povemo par besed, ki so zaznamovale delo v preteklem obdobju in bi lahko bile tudi smernice za delo naprej. Leto, ki je za nami, je potrdilo, da poslanstvo Lions kluba v obliki slogana We serve, pomagamo, niso le mrtve črke na papirju, temveč vedno večja realnost, s katero člani Lions kluba gradimo most do ljudi, ki vedno pogosteje doživljajo kruto resnico recesijskega vsakdanjica. V času trajanja mojega mandata smo in še bomo, pred nami je namreč dober mesec aktivnega dela, po ocenah in vrednotenju znotraj kluba in po primerjavi s primerljivimi klubi v Sloveniji naredili precej tistega, kar smo si s programom dela zastavili. S tem mislim na bistvo našega poslanstva, pomoč vsem, ki so pomoči organizacij, kot je naša, potrebni, in tudi promocijo organizacije Lions Clubs International s poudarkom na delo v našem distriktu 129 v Sloveniji. Potrudili smo se pokazati vsebino dela klubov v Sloveniji, v našem lokalnem okolju in tudi širše. Z našo tradicionalno humanitarno nautično regato Lions Rally segamo tudi preko meja naše države. Oba segmenta sta neločljivo povezana, saj brez dobre promocije in prepoznavnosti prav gotovo ne more biti pravi zaključkov v smislu učinkovite dobrodelnosti. Ker menimo, da je dovolj, če okvirno ocenim naše delo tudi v številkah, naj bo za informacijo podatek, da smo s humanitarno dejavnostjo oziroma s projekti pridobivanja sredstev zbrali v zadnjem letu okoli 25.000 evrov. Ta sredstva bomo in smo jih tudi namenili več kot 10 posameznikom in organizacijam oziroma ustanovam. Ni se mi potrebno izgovarjati na aktualno situacijo v svetu z dobrim programom in kvalitetno izvedbo smo uspeli zadržati nivo preteklih let, mogoče uspemo še celo kaj malega dodati. Za konec želim z vami deliti še kratko misel, za katero menim, da je v svojem bistvu na kratek, zgoščen način pove veliko o pojmu, ki ga z našim delom poskušamo vsakodnevno bogatiti navzven, kot tudi navznoter, o sreči, za srečno, o svobodi svoje srce sovraštva, o svobodi svojo glavo skrbi, živi enostavno, daje mnogo in ne pričakuj preveč. Hvala. S prisotnostjo najvišjega vodstva Zveze Lions klubov distrikta 129 Slovenija so Lions klubu Konjice izrekli še posebno priznanje. Guvernerka Polonca Kukec, predsednik 4. regije Zoran Vodopija in predsednik 3. cone v 4. regiji Jurij Šarman. Prireditve so se udeležili tudi gostje iz sosednjih Lions klubov. Guvernerka Zveze Lions klubov distrikta 129 Slovenija, Polonca Kukec, je Lions klubu Konjice namenila naslednje besede. Spoštovani gospod predsednik Lions kluba, spoštovani gospod predsednik Leo kluba, spoštovani gospod župan, vesela sem, da sem nocoj med vami, zato ker je to en prav poseben klub. Če se ozremo malce nazaj, tako v svetovnem smislu kot v domačem merilu, lahko povemo, da je v 93 letih svetovnega realizma ta družina narasla na 1,3 milijona članov v več kot 45.000 klubih in v 20 letih v Sloveniji, 20 letnico obeležujemo letos, je naša družina narasla na 53 Lions klubov z skoraj 1500 člani in na 19 Leo klubov s približno 300 člani. Ampak nocojšnji večer je prav poseben, zato ker smo se zbrali skupaj v gosteh pri klubu, ki je resnično dojel eno od
načel lajonizma, da je prijateljstvo cilj in ne sredstvo. Še več, pomagati drugim je zanje najvišji cilj in nikakor ne sredstvo za zadovoljevanje svojih ciljev. Nekaj prav posebnega je prisluhniti rezultatom minulega oziroma iztekajočega se mandata, ko v sorazmerno majhni sredini skupina izjemno predanih ljudi, seveda ob pomoči podpornikov, somišljenikov, simpatizerjev, uspe pomagati toliko ljudem v stiski na tako izvirne načine in predvsem resnično pomagati ljudem, ki jim je življenje namenilo manj prijazen obraz. Tisto, kar šteje, pa je zagotovo to, da se vsi člani Lions kluba Konjice in pod njihovim dobrim zgledom tudi člani Leo kluba Konjice zavedajo, da so skupaj močnejši in složnejši. To je zagotovo prava pot in resnično vam čestitam za vse opravljeno v iztekajočem se letu in prepričana sem, da se vsi zavedate, da je to pravzaprav zaveza za tako predano ali pa še bolj predano leto tudi v prihodnje. Čestitam vam za vse, kar ste opravili v minulih letih, še posebej v zadnjem letu in vam želim lep večer. Hvala. Lions klub Konjice se je tudi letos člansko obogatil, saj so dosedanji člani medse sprejeli kar 6 novih članov, ki bodo v prihodnje dodali svoj košček v mozaiku dobrodelnosti Lions kluba Konjice. Novi člani kluba so po svečani zaprisegi postali Albin Matavš, Andrej Kramberger, Matjaž Osojnik, Andrej Šelih, Gorazd Škrabar in Primož Poklič. Predsednik Stanko Kolar je zaslužnim članom podelil nagrade, ki so si jih s predanim delom v iztekajočem letu v klubu prislužili. Boštjan Brantuša, Lion leta. Miro Kvas, tajnik kluba. Matej Zoran, Tail Twister. Vlado Gobec, prejšnji predsednik kluba. Milan Kolenc, drugi podpredsednik kluba. In Dušan Slapnik, prvi podpredsednik kluba. Posebno nagrado za izjemno prepoznavnost Leo kluba je predsednik kluba podelil Primožu Punčuhu, bodočemu predsedniku Leo distrikta Slovenije. Tudi predsednik Leo kluba Andrej Šelih je podelil nagradi najzaslužnejšima Leo članoma kluba Primožu Pokliču in Primožu Punčuhu. Odlično delo kluba je prepoznala tudi guvernerka Polonca Kukec, ki je posebni nagradi podelila Miru Kvasu in Vladu Gobcu. Ob zaključku zadnjega dela prireditve je potekala še simbolična predaja klubskega zvona med aktualnim in bodočim predsednikom Dušanom Slapnikom, ki mandat nastopi v mesecu juliju. Isto predajo klubskih simbolov med aktualnim predsednikom in bodočo predsednico Nino Malec so izvedli tudi v Leo klubu. Osrednji del večera je seveda pripadal tradicionalni dražbi likovnih del, na katero je klub postavil 14 slik, za katere je uspel iztržiti nekaj več kot 6000 evrov, ki bodo našli svojo pot v štipendijski sklad kluba. Del sredstev bo klub namenil fantu iz Oplotnice, četrtošolcu, ki se sooča s hudo boleznijo, ki ima za posledico drastično poslabšanje vida. Za pomoč pri branju mu bo Lions klub Konjice kupil elektronsko lupo. Prav posebno mesto na dražbi je našel tudi srček Maje Kostov iz Oplotnice, za katerega se je predsednik Lions kluba Konjice Stanko Kolar odločil, da ga bo uvrstil na dražbo in izkupiček dodal k 500 evrom, ki jih je klub že namenil za pomoč Maji. Odličen voditelj dražbe Boštjan Brantuša je med dražitelji uspel najti takšnega, ki je prispeval dodatnih 200 evrov za ta namen. Svoj delež so dodali člani Leo kluba Konjice, ki so pripravili srečelov in zabavne igre, katere so v dobrodelni mošnjiček Leo kluba dodale dodatnih 2000 evrov, ki bodo namenjeni za pomoč pri letovanju za otroke iz socialno šibkih družin.